Dober večer, drage besedoljubke in ostali gledalci. Beseda tedna je konkrekno. Ja, konkrekno. Ne konkretno, ampak konkrekno. Gre za relativno mlado besedo, ki se v slovenskem jeziku lahko jasno identificira šele od leta 2020 in pomeni povedati nekaj, kar ima ambicijo zveneti jasno, a je žal preveč nenatančno, preveč in hkrati premalo široko, predvsem pa namerno dvoumno, četudi lahko skriva zrno resnice. Konkretno se predstavlja kot strokovno mnenje, ki pa dovoljuje več možnih interpretacij, od katerih nobena ni prava. Poglejmo primer. Število okuženih pada, a opažamo tudi rast. Ali recimo, pri nadaljnjem razvoju epidemije so možni trije scenariji. Da bo boljš, da bo slabš, da bo tako, kot je zdaj. Kakorkoli boste ti dve izjavi interpretirali, bo narobe in v vseh primerih se avtor teh izjav z vami ne bo strinjal. Oba primera smo vzeli iz bogatega opusa konkretnih izjav direktorja NIJZ-ja Milana Kreka, po katerem je beseda konkretno tudi dobila ime. Pri njemu je bilo vedno tako, da kadarkoli je kaj rekel, ni samo rekel, temveč je konkrekel. Konkretno izražanje je predvsem prilagojeno komuniciranju prek socialnih omrežij. Še najbolj je pisano na kožo omrežju Twitter in je stilsko v sorodu s tako imenovanim tweet-tvakanjem. Tweet-tvakanje je stil komuniciranja, ki je v vsakem posameznem tweetu sicer dovolj konkreten, vendar kot serija tweetov izpade zelo konkreten. Denimo, v soboto dopoldne predsednik vlade zapiše, da šola v torek zagotovo bo. V nedeljo popoldne tvitne, da šole v torek morda ne bo. V ponedeljek dopoldne tvitne, da dajmo še malo počakati. V ponedeljek popoldne pa tvitne, da šola v torek vendarle bo. V torek, ko šola je, tvitne, da jo v ponedeljek spet ne bo. V sredo, ko šola še vedno je, tvitne, da v torek bo, vendar samo ponekod. Kje pa, še ne vemo. Tvit, tvak, tvit, tvak, tvit, tvak. Se pravi, posamično gledano so tviti zelo jasni, gledano kot celota pa zelo konkretni. In to je bila beseda tedna. Subscribaj se na kanal, pa ne čakaj, če se nisi sedaj zdaj. Če pa si se, pa sedaj še enkrat, ziher je ziher.